fantastična gostja za eno fantastično oddajo. Z nami je Tjaša Del. Živijo. Lep pozdrav, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly, tokrat na sporedu že 32. oddaja. Kot vidite, danes ni Zoran pri meni, zanj sva Zoranom govorila o marketinških izzivih podjetij z področja digitalnega marketinga, z našega agencijskega vidika. Danes pa jaz gostim eno fantastično gostjo, ki ste jo verjetno vi že sigurno zasledili, mogoče tudi kakšen nov naš gledalec, ki tebe še ni gledal, Tjašo Del. Ful sem vesel, ker si danes z nami in danes bova govorila o video marketingu oziroma še bolj specifično o YouTubeu. Tako. Pa za začetek, da te mogoče malo na kratko predstavim, se pravi, si vlogerka, jaz bi tudi rekel tudi poslovna ženska, imaš 3 različne YouTube kanale, en je tvoj osebni, Tjaša Del, ki ga imaš v slovenščini, Celka, naj si malo tukaj pomagam, 7700 sledilcev, potem kanal Cat 4K. Ja, Cat 4K, tako ki si ga začela letos, februarja nekje, pa ima že 12 000 sledilcev, potem pa še tretji kanal, MeTime Škatlica, Celka 3000 sledilcev, tako da mislim, da gostimo ta pravo osebo z vidika YouTube marketinga oziroma video marketinga. Ampak koliko časa se že ukvarjaš z YouTube videi? 2-3 leta? YouTube videi so, prav da sem tako aktivna v temu, je dejansko 3 leta. Sicer moj ta originalen kanal je iz leta 2007 in sem tudi že nekaj takrat objavljala, ampak pa sem vmes malo zginila in sem pred 3 leti pač prišla nazaj, tako, ko se zagre na polno. Cool. Zdaj tako, nimaš pa samo svojih kanalov, ampak tudi delaš videe za različna podjetja, pa mogoče še tukaj malo, ker vem, da ima svojo ekipo za videe, tako da mogoče še stavek 2, če tukaj poveš. Ja, v bistvu imamo pač mečkana ekipca smo, pridemo zelo prav, ko naprimer podjetje nima lastne ekipe, da bi se šla videe, ali pa naprimer, ko bi radi pač mečkan sprobali cel ta video marketing, pa ne vejo niti, kje se lotati, kje začeti. In je v bistvu veliko lažje, če nas pokličejo, pa smo vsaj za prvih, 10-20 videov, mi zraven, mi vse zrihtamo, zato da se ne zapodiš takoj v nakup opreme, pa nakup vsega, ker te lahko pride v bistvu ful drago, medtem ko lahko v bistvu najprej sploh pogledaš, kaj potrebuješ, zakaj to potrebuješ in pol iz tistega ven naprej štartaš. In tako pomagaš podjetjem. Tako je, super. Tako je. Dobro, toliko za uvod, zdaj pa mogoče kar začneva s par vprašanji, ki sem jih pripravil zate. In sicer mogoče me za začetek zanima tvoja zgodba. Kako si se sploh znašla na tem področju? Zakaj si začela z video vsebinami? Kaj te tukaj žene? V bistvu to je nekako prišlo od tega. Moj far je fotograf in me zelo hitro tudi upeljal v cel ta svet vizualne umetnosti in tega. Mene pa video še veliko bolj zanimal ta premikajoča slika, kaj lahko z tega ustvariš. In sem v bistvu že, ker sem bila zelo majhna, ustvarjala lastne male filmčke, male reklamice in mi je bilo to tako čisto noro, da lahko pač kreiraš in ustvariš nekaj svojega iz nule. In sem v bistvu tam s tem štartala z malimi digitalnimi fotoaparati, z pač raznoraznimi tečaji in temi zadevami in sem potem čez to se pač učila in študirala naprej. Koliko si bila stara takrat? Po moje, ko sem dobila ta prvi digitalni fotoaparat v roko, sem mogla biti 14-15, nekaj tazga, ja, in to je bilo tisto, ful dobro, pač, ne vem, tak drive mi je dajal že takrat, da sem rekla, če smo na to nadaljevati, jaz moram s tem res iti naprej. In pa si kaj imela eno pauzo vmes? Ja, mislim, tam v času srednje šole je bilo tako nekak mešanica peer pressurja, pa tega, da nisem imela opreme, računalnika dovolj močnega, ki bi bil sposoben to zmontirati, ker Full HD še zmeraj kar požere neki moči. Te stvari, malo sem se še iskala sama sebe, YouTube se je spreminjal, v začetku je bil tako, karkoli si gor objavil, nekdo je to videl. Potem se je pa začel spreminjati, da si pač res rabo imeti neko vizijo, neko strategijo, nek content dejansko, neko vsebino in jaz se pa takrat nisem imela. In dokler se nisem jaz sama sebe najdla in pogruntala, kakšno vsebino želim ven dajati, do takrat pač ni bilo nič.
Pa, ko sem pa pogruntala, kje sem, kaj hočem delati, pa sem pa lepo lahko štartala. In začela sem v bistvu z nohti, ker je bilo to takrat tisto, kar sem najbolj znala. Okay. Pa make-up. Ja, in potem sem iz tega ven nadaljevala in pa sem pogruntala, da v bistvu make-up mene ne zanima več in potem sem šla naprej v drugo smer. Veš, pač nek tak naraven evolution je bil vsega tega. Ne? In čemu se zdaj najbolj posvečaš? Zdaj gremo v bistvu najbolj na Cat4K. Cat4K je v bistvu tehnologija videa v angleščini, zabavna elektronika, mobilni telefoni, pametne ure, take zadeve. Tako da v bistvu vse te stvari. No, stvari, ki so me že vedno ful zanimale, sam pač nisem mogla ustvariti nekako iz svojega obstoječega kanala to in sem rekla, noč, moram začeti na novo z nule, 0 subscriberjev, 0 folka, gremo na sveže pod novim imenom, brez kakršnih koli povezav na ostale kanale. In sem pač štartala res na surovo. A se je bilo težko za ta korak odločiti? Pol leta sem premlevala, razmišljala, ja, ne, gor, dol, leva, desno. Nisem imena najdla, veš, nisem vedela, kakšen ime, vedela sem, da s Tjaša ne bom mogla naprej rint, ker enostavno si noben ne zapomni, niti ne zna izgovoriti. Pa sem iskala in na novo leto, lansko leto smo pač padali je ven Cat4K in smo se spomnili to in smo rekli, da s tem je treba pač enostavno nadaljevati. In pa smo šla s tem naprej in je bilo v bistvu ful dobra odločitev to, ne? Cool. Dajva se zdaj dotakniti še bolj specifično video vsebin. Sicer me zanima, kakšen je tvoj slog, se pravi, ti si že kar dolg na tej sceni. Zanima me, kaj si se v tem obdobju naučila in kako bi zdaj opisala ta tvoj slog ustvarjanja, čemu daš največ, tako, kako bi rekel, poudarka. Če malo poveč. In kaj so tisti, tips and triki? Zdaj, moj slog se dejansko razlikuje od kanala do kanala. Tudi, če greš pogledat, pač persona, ki je na MeTime škatlici, ki je bolj namenjena za najstnice, je veliko bolj mehka, veliko bolj tak starejša sestra feeling, kakor naprimer tisto, kar dajem ven na svojem osebnem kanalu ali pa na Cat4K, kjer je spet nekaj čist drugega, ker je dosti bolj agresivno vse skupaj. In od tega v bistvu je tudi zelo odvisno, kdo je tle moja ciljna skupina, komu dejansko dajem ta content in od tega se pol razlikujejo te moje nekako slogi različni. Zdaj, kar se najbolj posvečam v zadnjem času, je nekako, da res ustvaram tisto vsebino, ki je, da je to res kvalitetna vsebina, ki ti doda neko dodano vrednost, ki ti doda nekaj novega. Sploh naprimer pri Cat4K, ker pač review telefona je dosti easy narediti. Pač imaš tistih 5-6 stvari, ki jih moraš povedati, baterija, zaslon, kamera, hitrost in to je to, ampak zadeve ratajo dolg čas. In potem kako zdaj najdete le nekaj novega, nekaj kreativnega, kako se res poglobiti v telefon in ven iz njega povleči tisto, kar bo zanimivo za uporabnika in kar ga bo mogoče prepričalo v nakup ali pa tudi odvrnilo. Se to na koncu niti ni slabo, veš, če pač je to nekaj, kar ni za osebo, da pač se oseba lažje odloči na podlagi tistega enega tvojega videa, da jim je pač to res neka ful kvalitetna vsebina. To se mi zdi res primarno, ker se mi zdi, da samo produkcijo sem pač prišla do nekega tazga zadovoljivega nivoja in pač tle res minimalne napredke delam in dajem ful več poudarka na content. Na vsebino, ne? Ja. To tudi midva z Zoranom zelo poudarjava. Mislim, da imamo ogromno enih različnih tematik, na koncu vedno pridemo do te vsebine, do dodajanja vrednosti. To je povsod, tako kot si ti zdaj začela tudi poudarila, ta dodana vrednost, kaj boš ti dal uporabniku, oziroma ki je spet različno do ciljne skupine, kot si rekla, je pač tista glavna zadeva, ki jo moramo. Zato tudi mi veliko govoriva, mi tudi nimamo tukaj najboljše opreme, pa ni najboljši setting in tako naprej. To bi se dalo ful izboljšati, ampak nama je ključno, da sproducirava tisto uporabno vsebino za našega gledalca. Tako je. Ne rabiš, da je perfekt. Važno, da je prebavljivo, jaz temu rečem, da je svetloba dokaj svetla, da je zvok clean in to je to. Ne rabi biti pač perfekcija. Kaj bi pa rekla, da so bili tisti aha momenti, ki se vsake toliko časa, ki nekaj delaš, pa študiraš, pri videu, kaj bi še izboljšal, pa potem ti nekaj kapne vodo.
kako se pa nisem mogel na to spomniti? A si imela kakšne take? Ena taka ful zanimiva prigoda je bila, ker sem pogruntala, da je najboljša svetloba možno enostavno okno po možnosti, ki gleda na zahod. Še najlepše je, če je mičkano oblačno zunaj, ne? Tista perfektna, mehka svetloba, da to je najboljša luč, kar jo lahko dobiš, in če imaš tak oken na voljo, da ga vedno izkoristiš. Par mojih najboljših videov je nastal pred oknom. In potem me ljudje sprašujejo, Tjaša, kako imaš dobre ti, a imaš to ring light ali kakšne luči uporabljaš, to ono, tretje, oken. To je to, okno. Ne? In pač, ko sem začela razmišljati tudi v smeri, kako lahko s čim manj opreme ustvaram čim bolj kvalitetne izdelke. Kako bi res lahko zmanjšala tisto mojo opremo na minimum, res mogoče na mest mikrofona, da uporabiš kar mikrofon od slušalk, pa take res malenkosti. Tisto se mi zdi, da mi je res tako največ napredka prineslo, ker naenkrat nisem bila obremenjena z tehniko, ki jo imam s sabo, lahko sem ustvarjala kadarkoli, kjerkoli. En tak aha moment je bil tudi to, da se da na telefonu posnet in zmontirati vrhunske vloge, in če si sam mečkam pozoren na svetlobo, na sam storytelling, kako vsebino zapelješ, da delaš kreativne posnetke, se da pač res super hude vloge ven vršiti iz telefona, posnet na telefonu, zmontirati na telefonu, uploadati z telefona ven. In pač ta mobilnost in neodvisnost od tehnologije mi je ful prinesla ene kreativnosti pa enega zagona za naprej. Cool. Kaj so pa tiste zadeve, ki verjamem, da veliko mladih spremlja tudi to oddajo, ki razmišljajo, jaz bi pa začel na Facebooku, na YouTubeu. Kaj so, bi rekla, tisti tvoji nasveti za mlade, kako, vsi se bojijo začeti, pa ne bom veliko sledilcev, težko je dobiti sledilce, ful je enih različnih kanalov. Kaj so tisti tvoji triki, mogoče za nabiranje sledilcev in hkrati kako po tej strani biti sploh opažen v poplavi res enih ogromno kanalov, ki so na YouTubeu? Zdaj, tle moraš ful strogo ločiti med YouTubeom pa med Facebookom, ker sta to dve ločene zadeve. In pač strategije se tudi razlikujejo po samih platformah. Se mogoče kar YouTube pokrijeva. Z YouTubeom, YouTube je načeloma tako. YouTube gre zelo na to, pri YouTubeu je zelo fajn, da ti razumeš v bistvu njihov algoritem, oziroma YouTubeov algoritem niti ni več algoritem, ker je ratal praktično machine learning. Je pač ni nekih trikov in for, kako boš ti to prelisičil in bojo kar začelo gledi in odpadati, ne. Če ti razumeš, kaj YouTube hoče in kaj oni želijo od tebe, da ti delaš, potem je veliko lažje ustvarjati vsebino, ki bo nekako zajela te točke in pač pomagala YouTubeu, da te bo naprej plasiral. YouTube je ena taka ful zanimiva platforma, ker če ti delaš po njihovih željah in pravilih, te bodo oni sami ful naprej porivali. In kaj so, naprimer, konkretno, če se tebe dotaja, kaj so te primeri pri tebi, kako ti to potem delaš? Kaj si ugotovila, da lahko prilagajaš YouTubeu to? Engagement in pač to, da v prvih parih sekundah je res zadeva ful zanimiva, ful grabbing attention, da res te zagrab, da potegne gledalca noter, da dobiš ti tisti watch time, da dobiš minutažo, ko ljudje gledajo tvoj video. To je pač ena taka primarna zadeva in vse se v bistvu pol vrača nazaj na to, ker pač YouTubeu je najbolj pomembno to, da oni obdržijo gledalce čim dalj na platformi. Da jih obdržijo čim dalj na platformi, rabijo kreatorje, ki bojo ustvarjali kvaliteten content. In potem, ko imaš ti gledalce dolg časa na platformi, ker gledajo kvaliteten content, potem lahko ti tudi vključiš tle oglaševalce, ki dajo oglase gor in praktično filajo žepe in ustvarjalcev in YouTubea. In ker razumeš ta ekosistem, ker razumeš, kako te trije akterji delujejo med sabo na platformi in kako v bistvu YouTube mora konstantno med vsemi tremi iskati tisto zlato sredino, ko razumeš ta cel sistem, ti je tudi veliko lažje razumeti, kako lahko nekako growth hackaš razne YouTube videe in kako pač lahko nek video spraviš do določene viralnosti. In kako tudi prideš ven mogoče iz tiste zasičenosti, ki se lahko pojavlja. Štekam. Je kaj podobnega tudi, ne vem, koliko si se poglobila v Facebook, ampak je kaj podobnega tudi za Facebook velja, ali se temu ne posvečaš toliko res? Facebook je pol tako, ne? Facebook deluje pa na tistih dejanskih,
na teh res osebnih povezavah, je pa v bistvu tvoj osebni krog tista prvi, ki ti mora nek push dati. In potem gre pač to čez ta push naprej v prijatelj od prijatelja do prijatelja in pač tako naprej rasteš. Zelo težko na Facebooku prideš od ti sam do neke četrte osebe. Ponavadi mora iti vedno čez nekega prijatelja, ker Facebook je social media, YouTube je search engine. In tle se v bistvu platforme res najbolj razlikujeta. Tako pač na ta način. Tle ti je pač pri Facebooku je res najbolj pomembno, da imaš ta prvi krog, ki ti naredi tista prvi push z nekimi share, like, z engagementom, da potem to naprej porine. Ja, mogoče, če še tukaj dodam, tudi mi opažamo, ko imamo goste, koliko nam v tistem trenutku pač gremo iz okvirja, da smo to samo midva in potem, ko je gost, tudi on svoj following oziroma preko njega dobimo drug following, ker smo opaženi preko te osebe. In enostavno spremljamo, da nam takrat, ko imamo nekega gosta, tudi zraste število sledilcev za več, kot pa takrat, ko imamo samo midve oddajeno. Tako da to je absolutno tako, kot si rekla. Mogoče še en tak primer iz lastnega vidika. Kako je pa mogoče še tle bi to pokril? Kako je te ratal v dobrega pol leta, če si februarja začela s kanalom Kate4K, kako ti je ratal v dobrega pol leta dobiti 12,000 sledilcev? To, kar si zdaj govorila, še kaj tazga? Ja. V bistvu samo pač res sem si zastavila strategijo, za koga delam, s kakšnim namenom delam, kakšne videe bom delala, s kakšno frekvenco, kje so moje niše. Mečkam sem na začetku tudi tipala, kje so v bistvu take niše, ki niso še čist pokrite in sem pogruntala, da je Huawei ena taka zelo dobra niša in tam so mi ratale res neverjetne stvari. Mislim, en izmed videov je trenutno na 200,000 to gledal, ta drug na 100,000 in bo kar prišel na 100,000. In sem dejansko najdla, kje mogoče še niso toliko pokrite niše in sem tam potem v bistvu na tiste stvari targetirala in tam probala blizu prideti. In v bistvu na ta način sem dobila par videov, ki mi izredno visoko rangirajo v ful popularnih searchih in v bistvu iz tam dobivam ogromno trafika, ki se mi potem v bistvu pretoči v neke subscriberje, ampak to se zgodi čisto samo zato, ker pač je ljudem všeč tisti video in potem mogoče pogledajo še enega in še drugega in so tako, ta stvar mi je pa cool in se potem subscribajo. Pač, če imaš samo en hit video in ostala vsebina ne pride na isti nivo, in tudi ni mogoče v isti branži celo ali pa kaj tasga, se potem ta prenos ne zgodi. Ampak po drugi strani so ti pa, ker si že toliko časa na tej sceni, ker si nabrala toliko izkušenj, si točno vedela, na katere triggerje klikati, da se bo to čim hitreje zgodilo. Ker če pa primera, vseeno je slovenski kanal, Tjaša Del, ki ga imaš, koliko sem rekel, celka 7700 sledilcev, pa če je manjše okolje, ampak po drugi strani si se ti tudi hkrati na tem kanalu učila. Ja, in sem naredila ogromno napak. Ogromno. Enkrat vmes sem ga skoraj ubila čisto do konca. Pač res je grozen, ko vidiš, kako te YouTube pogleda v oči, pa ti reče, ne bo šlo tole, ne bo šlo, kar delaš, to, kar zdajle delaš, čisto sem si, v enem trenutku sem si totalno uničila organski reč. Veš kaj je to? 0, 0, konc, mrtvo. Pa sem naredila približno 3 mesece aktivnega dela, da sem prišla sam na isto točko. Tako da ja, če kdo rabi YouTube, če bi rad sledilce zgradil, tukaj imamo super osebo, ki bo izhajala na podlagi izkušenj in znala tiste prave triggerje postaviti. Bi se pa tukaj v bistvu spet navezal naprej, imam novo vprašanje, zdaj prihaja bolj na podjetja. Se pravi, ti imaš svoje kanale, si influencerka, si mnenjski vodja, če tako lahko rečemo, in nate se tudi obračajo podjetja, da za njih posnamaš potem kakšen video vsake toliko časa. In tukaj me bolj zanima, kako je pa s plačilom. Te podjetja plačajo, iščejo neko kompenzacijo, kakšen je, kako bi rekel, tvoj feedback glede tega, postopek, če malo več o tem poveš. Ponavadi je tako, večja podjetja se kar zavedajo, da pač to je ful enega časa vloženega, ful ene opreme, da pač gre res veliko dela v samo to zadevo in večja podjetja, sploh tista, ki so že kdaj z agencijami sodelovala, kaj tasga, se zavedajo pač, kakšne so cene, kakšne so situacije, da pač s kompenzacijo zelo težko prideš česa. Zdaj, po drugi strani je pa tudi tako, lahko najdeš kompenzacijo, ampak to mora biti pač res neka zadeva, ki jo jaz
res nujno rabim, oziroma pač ki bi jo itak šla kupiti, itak uporablja na ta način. Ne? In da ima pač, zate dodano vrednost. Tako, da ima zame v bistvu zelo veliko dodano vrednost. Ne? In je dejansko situacija v tem, da če najdemo s podjetjem en skupni jezik, kaj v bistvu meni lahko celo bolj koristi kot neko plačilo, ne? Se raje zmenimo za neko tako dolgoročno sodelovanje, za dolgoročne projekte, zato ker lahko oboje veliko več od tega odnesemo, kakor pa če je samo neko surovo plačilo, enkraten deal, to je to, hvala lepa, nasvidenje. A ne? Tako da pač definitivno je tle treba ful ene komunikacije vprašati, kaj rabiš, kako ti lahko pomagamo. Včasih ti lahko že sam z vezami pomagajo, ki jih imajo. A ne? Pa te mogoče porinejo naprej, da prideš do kontakta z nekom drugim, ki ga rabiš za nekaj drugega, pa na ta način. Ne? A bi mogoče lahko procentualno tudi kako opredelila, ne vem, koliko je pa takih, ki se najde, ki rečejo, bi ti to za nas naredila, v bistvu ni nekega budžeta predvidenega. Je tega še vedno veliko v Sloveniji? Ali se to okay, mislim, se vsak e-mail se tako začne, ne? Vsak e-mail se praktično tako začne, ti mi bi imeli en video, ne? Tako da, mislim, primarno vprašanje je, kako se to sploh sklada z mojim brandingom, ne? A sploh hočem to stvar vključiti zraven, a se to sploh sklada z mano, a je to sploh nekaj, kar jaz uporabljam, delam, bi uporabljala, to je primarna zadeva. To je super, To je pač res una osnova, pač čez to, lahko je še tak budžet, kaj nej. Da se sklada s svojim brandom. Pač če je to nekaj, kar meni nikoli ne bo šlo skupaj, mi je brez veze, ne se sploh s tem ukvarjati. Tako da to je res una primarna zadeva. Potem pa vsak mail se večinoma začne tako z mi bi en video, ne, in potem si pač nazaj, dajte povedati želje, kaj želite, kakšen video. Kako bomo pol še naprej šerali, bomo naredili še kakšno nagradno igro, bomo potegnili še na Instagram zadevo, ne? Kako bomo stvar razširili, kaj si pač res želite in pa v bistvu vse skupaj potegneš in rečeš, pač situacija je taka in taka je moja ponudba, ne? In potem vidiš, kje lahko prideš skupaj, a pač se da to s kakšnimi kompenzacijami povezati, a se da delno s kompenzacijami povezati, kakšen budžet imajo oni na uni strani, kakšen budžet so preplanirali za to zadevo, ne? In pa pač vidiš sploh, a zadeva gre skupaj ali je pač tako, ne bo šlo. Zakaj bi pa podjetja sploh sodelovala z influencerjem, z mnenjskim voditeljem? Tako ta influencer je ena taka dobra nova beseda. Valjda. Temu se je včasih rekli celebrity endorsement, samo da smo pač nek tak self-made celebrities. To je prišlo iz digitalnih medijev. Tako, ker je pač vse tako dostopno, da si lahko v bistvu sam svoja televizija in si ustvariš pač nek following. Tako da pač to v bistvu ni dosti nič drugačno kot nek klasičen celebrity endorsement, samo da se mogoče marsikdo od gledalcev čuti bližje nekemu influencerju kot nekemu celebrityju, ker ima še zmer občutek, da ni tako vse zrežirano, da je vse tako zelo naravno, da pač ti res človeka gledaš v njegovem nekem naravnem okolju, v naravnem vsakdanu, tako da iz tega vidika, po drugi strani pa velikokrat se zgodi, da smo pač influencerji, sploh kar se tiče samega videa, smo velikokrat cenejši, kot če bi vzel nek celebrity plus agencijsko narejen video, perfekt, res tako, da je vse, kar mora biti. Tako da nek tak naraven pristop plus to, da znamo biti cenejši. Valjda. Tako da Cool. Da mi še to povej, kaj bi pa svetovala podjetjem, ki se danes želijo začenjati ukvarjati z video vsebinami? Vedno več podjetij se z njimi ukvarja, ampak je pa še ogromno nezasičenega prostora, pa še ogromno podjetij, ki mora tukaj korak narediti naprej. Kaj bi njim svetovala, kako vse skupaj začeti? Začeti na papirju. Najprej zelo dobro definirati. Se pravi offline. Offline, tako, na papirju, tle, na mizi gor. Zelo dobro definirati, kaj bi sploh delali s tem videom. Pač kaj bo point tega videa, zakaj ta video, koga želimo doseči s tem videom. A bo namen tega videa izobraževanje, a bo namen tega videa predstavitev izdelkov, a bo namen nekaj čist drugega, pure entertainment mogoče, pač res dobro definirati, zakaj sploh bi šlo v video, ali se gre pač v video zato, ker je trenutno popularno. Ta zadeva, potem zelo dobro, za koga bo definiran, ker od tega je pa tudi odvisno, na katere platforme se osredotočaš. Mogoče celo najlažje si zapisati prvih 10 video idej, zato ker tistih 10 boš skuril v parih tednih praktično, v mesecu.
In je pač res ful pomembno, da imaš zelo dobro začrtano zadevo, preden se greš v samo produkcijo. Zdaj pač seveda neka normalen čas, da gre v to. Potem naslednja stvar je, da probaš delati, kar se tiče tehnike, s tistim, kar imaš. Po vsej verjetnosti bo en iPhone ali pa kjerkoli pameten telefon, en stativček, pa v bistvu ene slušalke od telefona bodo v bistvu čisto dovolj, da ustvariš tiste prve 2-3 videe, pa boš pa že itak videl, kaj ti manjka. A veš, a so to, ne vem, luči, če nimaš dovolj naravne svetlobe, ali je to, ne vem, da rabiš drugačno ozadje, da rabiš drugačen set, da rabiš močnejšo kamero, da rabiš kamero, ki ji želiš menjati leče, zato ker bi nekaj bolj kreativenega rad delal in vse to. Ker drugače se lahko zelo hitro zgodi, da se ti zapodiš noter v video, zdaj bomo pa delali video, zdaj gremo pa kupiti kamero, nabaviš ta prva stvar, ki ti jo svetujejo v trgovini in potem na koncu meseca pogruntaš, da si dal, ne vem, 5000 evrov za vso opremo, tvoji videi so še zmeraj brezvezni in za nič, zato ker nisi osnov najprej pogruntal. In potem, ko imaš vse to, si tako, pa v bistvu naša kamera sploh ne omogoča tistega, kar bi mi hoteli, zato ker ne moramo mikrofona not preklopiti. Spet smo na koncu pri vsebini, ne? Pomeni to, kar si na začetku govorila, bolj pomembno se na začetku na vsebino osredotočiti, šele pol pa pride oprema. In če dam spet le en primer, mi smo isto začeli. Mi to kamero smo imeli, oziroma fotoaparat, s katerim snemamo praktično, kar smo kupili je en ta dodaten mikrofon, ker jaz sem ga tudi že imel, pa lučke. To je to, kar smo naredili. In smo pač začeli, začeli smo. Je pa res, da smo zdaj ravno v procesu, ko pa kupujemo novo kamero, da pač dvignemo zadevo še na višji nivo, pa hkrati tudi, ker nam bo prav prišla za naše naročnike, ker tudi vedno več video vsebin produciramo. Ampak veš, kaj rabiš od te nove kamere. Tako, točno tako. Ker drugače, ko prideš ti v trgovino in imaš tam 65 različnih modelov z različnimi brendi, z različnimi specifikacijami, si lahko zelo hitro malo zgubljen, pa lahko zelo hitro pač zagrabaš na neko prvo stvar, kar ti jo nekdo reče. Tako da pa, če imaš pa ti čas, da se v miru posvetiš, pogledaš vse zadeve, je pa pol veliko lažje. Kaj bi pa rekla? Facebook ali YouTube? Kje naj podjetja začnejo? Je odvisno, čisto odvisno. Da se malo drezamo, veš? Spet čisto odvisno, veš, kakšen content imaš. Spet smo nazaj po vsebini, zaradi tega, ker naprimer čisto kako se vsebina širi, kot sva prej rekla. Facebook je social media. Social media deluje na način, da pač A pove B-ju in B pove C-ju in C pove D-ju. In se na ta način širi. In tudi videi, ki se gor pojavijo, lahko zelo hitro dobijo zelo veliko viralnost, zelo na hitro se lahko razširijo, ampak potem tudi zelo hitro umrejo. Če so to neki videi, ki jih pač ti parkrat, mogoče enkrat pogledaš, ki je video, ki je aktualen takrat, ko pride ven, potem je Facebook idealna zadeva. Če imaš ti neke vsebine, ki se jih veliko išče, ki bi lahko v Googlu ful dobro rangirale, ki so take stvari, da se jih je treba večkrat pogledati, da se ljudje vračajo na te vsebine, je YouTube definitivno ta prava platforma. Tudi tako je, kar se tiče lokalnosti, kar se tiče jezika. Mogoče za slovenščino je Facebook majčkeno bolj primeren, samo zato, ker je pač več ljudi enostavno na Facebooku. Na Facebooku so vsi. Na YouTubu so zaenkrat v Sloveniji še zmeraj bolj mlajše generacije. In se to tudi tle pozna razlika. Ampak spet, če je nekaj tazga, kar se išče, če je angleščina, itak nobenega problema, je pa YouTube tle ta prava zadeva. Tako da pač jaz sem velikrat tuna, ker tako, sploh se ne obadite se z YouTubom, ker pač ni to za vas, ampak pejte raje na Facebook, ker bo tam pač veliko bolj šlo, veliko hitreje boste prišli do željenega učinka. Tako da pač treba je vedeti zakonitosti različnih platform in kako ti pač lahko najbolj služijo. Kdaj sta to oba, samo da veš za namen, tako kot si rekla, mogoče reach doseg na začetku Facebook, medtem ko pač YouTube pride zelo upoštev takrat, če imaš več video vsebin, pa si jih je naknadno treba ogledati. Tudi mi imamo za en brand, naprimer zdaj in bomo imeli oba kanala, ampak YouTube zato, da bomo povezali spletno stranjo in da bo potem tudi playlista narejena, ker bodo lahko čez vse vaje, ker bo šlo za ene gibalne vaje, da bodo si lahko šli čez ta postopek, ker to je pa malo messy, bi tako rekel, na Facebooku. YouTube je perfekten za to, YouTube je perfekten za to, za embedding, za playliste, za vse te zadeve, to ti super štima, ker s Facebookom si nimaš kaj pomagati. Cool. Evo, še zadnjo hitro vprašanje. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Z YouTubeom, videom, kaj še čaka nas, kaj bomo videli od Tjaše Del?
Večinoma grem res pač Cat4K, Ok. mednarodne vode, tehnologija, ker mi je to res pač zadeva, ki me najbolj zanima, ne, in se tudi zelo fokusiram na to. Nekaj imam tudi v planu, delavnice na samo temo YouTubea ok, in teh super, zadev, ja. par pilotno smo jih že izvedli, ampak to je bolj tako postransko, zaradi tega, ker je pač bolj pride iz tega, ker me ljudje sprašujejo, kako pa tisto, in potem, ker jih pač naberem neko določeno število, ustvaram eno delavnico. Ne. Spremljite jo, da se boste Ja. lahko pol na delavnico prijavili. Ja. Drugač pa ja, Cat4K, tehnologija, tle se mi zdi, da je pač moja primarna niša, da se da še ogromno narediti, kljub temu, da je full zasičen market. Cool. Hudo. Ja, evo, s tem smo prišla do konca. Ful bi se ti zahvalil, ker si bila moja oziroma najina gostja. Tako da ja, spremljite nas še naprej oziroma postavite kakšno vprašanje tudi za Tjašo. Tjaša oziroma midva bo z veseljem odgovorila, ne? Če boste napisali spodaj v komentar. Bi še ti kaj dodala za na konec? To je to, Ne? mislim, so vse povedali. Ok, naslednjič so spet skupaj z Zoranom, tako da se vidimo. Čau! Ja. Why be